Današnji top 5 pa pol imamo 7 zavrnjenih filmov. Poglejmo si številka 7. Prvi zavrnjeni film je delo stranke NSI, imenuje pa se Toninterstellar. Matej Tonin v filmu igra slovenskega ministra za vesoljsko obrambo, znajde pa se v težavah, ker je kupil vesoljskih ladij za 300 milijonov evrov. Film številka 6 je delo Petra Prevca, nosi pa naslov Pet Terminator. Zdaj gre za film zgodbo o športniku, ki je izgubil prvenstvo v smučarskih skokih, zato je v preteklost poslal jeklenega robota, ki je seveda v skokih izgubil še huje. Naslednja neuspešnica je priredba znanega slovenskega filma, ki jo je naredil voditelj Severne Koreje Kim Jong-un, imenuje pa se Moj ata, socialistični diktator. Zavrnjeni film številka 4 je avtobiografski projekt Luka Meseca z naslovom Kapitan Kluka, kjer gospod Mesec igra kapitana, ki je tako levičarski, da si je odrezal desnico. Naslednja dva filma je naredil direktor Tesle, Elon Musk, in sicer prvega Žrelon, v katerem gospod Musk igra morskega psa, ki lovi le lastnike avtomobilov na fosilna goriva, in pa drugega Trije mušketiri, ki ga je Musk naredil le zato, da bi populariziral frazo Vsi za Elona, Elon za vse. Trije musketiri. To pa nas pripelje na film stranke Gibanje Svoboda in današnji zavrnjeni film številka 1, imenuje pa se Robert Kop, ki pa se je izkazal za neuspeh le zato, ker gospodu Golobu ni uspelo na betico pravilno spraviti čelade. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.